Bi šli z mano na nepozaben izlet v Bosno in Hercegovino? Odločil sem se, da bom svoje sledilce peljal na izlet v Bosno in Hercegovino. To bo nepozaben izlet, kjer bomo videli skoraj vse najbolj zanimive znamenitosti v Bosni in Hercegovini, tako naravne kot kulturne. Imeli se bomo zagotovo super, veliko bomo videli in še vse skupaj bo cena zelo nizka. Sam sem bil v Bosni in Hercegovini že več kot 70-krat, tako da jo zelo dobro poznam. Kraje, ki si jih bomo obgledali, sem jaz videl vsakega vsaj že 20-krat, tako da te zadeve res dobro poznam. Sicer mi to, če ste moj sledilec, mi to ni treba razlagati, ker verjetno to veste, ker tudi na mojem YouTube kanalu najdete največ videoposnetkov ravno iz Bosne in Hercegovine. Takoj na začetku moram povedati, da to ni organiziran izlet, kot ga organizira turistična agencija. Jaz sem se samo odločil, da sem pripravljen s sabo vzeti ljudi kot sopotnike. To pomeni, da jaz nisem za absolutno nič odgovoren. Vi pač lahko sam z mano greste kot sopotnik. Jaz bom sicer imel neki svoj plan, ki ga bom tudi malo kasneje povedal, kaj vse se bomo ogledali, ampak vi niti niste nič obvezni, da morate nujno vse posoditi zraven in tako naprej. Tako da gremo kot sopotniki. Jaz to delam čisto prostovoljno, nič vam ne bom te zadeve računal, niti ne bom nobenega denarja pobiral. Tam, kjer bomo spali, boste sami plačali, tam, kjer bomo jeli, boste sami plačali, tam, kjer bojo vstopnine, boste sami plačali. Tako da ponavljam, to ni turistična agencija in jaz ne prevzemam nobene odgovornosti za vas. Vsak je samostojen in zase odgovoren. Tako da upam, da ste to razumeli in da ne bo kakšnih nesporazumov. Na pot bomo šli vsak s svojim avtom. Zdaj, če ste vi zainteresirani za to pot, se pravi za ta izlet v Bosno in Hercegovino, mi pišite na mail tomažgorec@gmail.com, ampak pišite mi šele pol, ko boste ta video do konca pogledali, da imate vse informacije. V glavnem šli bomo z avti, in zdaj ne vem, če ste vi 4 osebe, če ste 4 osebe zainteresirane, se zmenite, greste z enim avtom. Če ste samo 2 osebe, greste lahko 2 osebe s svojim avtom. Lahko pa, če hočete, še koga, ki ne bi šel s svojim avtom, vzamete s seboj in se dogovorite, da delite stroške in tako naprej. Jaz bom pol za vsi tiste, ki se boste odločili, da to greste, bom naredil eno Facebook skupino, v kateri boste lahko napisali, jaz bi šla na ta izlet, nimam pa prevoza, a me kdo vzame zraven, pa delimo stroške. Nekdo, ki bo hotel vzeti nekoga zraven, bo pa napisal, evo, jaz grem z avtom, 2 osebe sva že, 2 še vzameva s seboj in se boste sami med seboj to dogovorili.
Lejte, zdaj bom rekel, da greste zraven, je pogoj, da imate Facebook, ker lejte, tudi vse informacije, ki jih bom jaz vam dajal, jih bom pisal v to Facebook skupino. Jaz ne bom zdaj, ne vem, 20 pisal tle preko Facebook skupine, 2, ki pa nimata Facebooka, bom zdaj pa na maile jim pisal pa take zadeve. Ne, to se pravi, da če nimate Facebooka, naj se sliš malo čudno, pač ne morete zraven iti, ker to jaz ne bom kompliciral, ne. Tudi potem, ko bomo že na poti, ne, pa ne vem, imam neko informacijo zadati, ne vem, o 15:30 se dobimo tam na unim trgu, ne, pa jaz to v Facebook napisal, pa boste vi na telefonu pogledali, pa boste to videli. Ne bom zdaj neke maile pisal, pa take zadeve, ne. Tako da, glejte, se to res ne bi rad kaj veliko razlagal, jaz mislim, da tistem, da je to večino ljudi jasno, da je to najbolj enostaven način komuniciranja za neko skupino, ne. Glejte, jaz sem pripravil en program, kako bo to vse skupaj potekalo, kaj bomo videli in tako naprej. Tako da vam ga bom zdajle kar povedal. Glejte, v opisu tega videa imate pa tudi veliko povezav, ki si te stvari dejansko greste lahko pogledati. Tako da boste imeli veliko boljšo predstavo, kaj točno bomo videli. Če vam jaz rečem, ne vem, gremo v najvišjo gorsko vasico Lukomir, si vi tudi približno ne predstavljate, kako ta vasica izgleda. Če boste pa moj video pogledali, ki imate link v opisu tega videa, si boste to pa točno predstavljali, ne. Zdaj, lejte, ta program tudi, ki vam ga bom zdajle prebral, ne, to je program, ki bo, ampak vi ne vem, če en dan ne boste nekam hoteli iti, noben problem. Greste vi lahko po svoje, lahko počakate v hotelu, lahko greste malo sprehajati se po Sarajevu, tako da noben ni nič privezan na nobenega, ne. Razen dober, prvi dan bi bilo pa le skupaj, da skupaj gremo, pa da dol pridemo do Sarajeva. In lejte, jaz sem si plan zamislil tako, ki ga bom zdajle prebral, in verjemite mi, da je to dober plan, ker sem že kar veliko ljudi s seboj vzel, pa pelov in so bili vsi navdušeni. Lejte, zjutraj zgodaj štartamo iz Slovenije. Naša prva točka je Željava, to je še na Hrvaškem, to je ta zapuščeni aerodrom, ki je noter v hribu, 4-5 kilometrov rovov, takih, da so avioni šli. Potem je pa 5 vzletno pristajalnih stez, oziroma ene so vzletne, ene so pristajalne, ene so vzletno pristajalne steze, tako da, lejte, to je zanimivo videti. To imate link tukaj spodaj, pa si pogledajte. Tako da tukaj se ustavimo za 20 minut, pogledamo to in gremo naprej proti Bihaću. V Bihaću se ne bi nekaj veliko ustavljali, bi se sam tam pred Bihaćom je ena menjalnica, kjer zamenjamo denar, ker v Bosni in Hercegovini je najboljš, da imate njihov denar. In boljši kurs, saj običajno je bil v Bosni in Hercegovini, kakor v Sloveniji. In jaz vedno menjam v Bosni in Hercegovini. Njihova valuta je nemška marka in je za 1 evro dobite 1,94, 1,95 marke. Se pravi, ni glih 2 in to se je skoraj posod jemlje tudi evre, ne. Ampak, lejte, je zakomplicirano, ne.
10 mark ni 5 evrov, ampak je mečken več kot 5 evrov. In imate zmeren pol problem s tem drobižem, pa tako naprej. Tako da deleč najboljše, če se kupneš te bosanske marke in plačuješ iz tem. In tam, ko prideš v Bihać, je ena menjalnica, ki je kurs dober, samo upam, da je še, pa da bo odprta. Potem pa iz Bihaća krenemo proti Štrbačkem buku. To je en res veličasten slap, ki boste navdušeni, siguran, še vsak je bil, ko ga je videl. Iz Štrbačkega buka gremo v eno vasico Kulen Vakuf, ki je meni taka stara bosanska vasica. Meni je zelo všeč, zapeljemo se tam, nekaj spijemo, so dva taka lokalčka ob reki Uni. Ful dobra lokacija, če meni je tam zmeraj z veseljem, kavico spijem. Po gor na hribu je neka trdnjava, tak kraj, kjer se z veseljem usedeš pa nekaj spiješ. Iz Kulen Vakufa nadaljujemo pot proti Martinbrodu, ker si tudi ogledamo to vasico, pa en slap je tak, slap je malo večji, je pa zanimivo, ko se tam reka taka široka rata in tu kar posod več potočkov teče, tako da tudi zelo, zelo lep ta Martinbrod. Iz Martinbroda se ful dvignemo gor, pridemo tudi na eno super razgledno točko v kanjon reke Unac, ful lep razgled in potem nadaljujemo pot do Drvarja. V Drvarju si pogledamo muzej, pa tisto Titovo špiljo, ki leta 1944 je bil desant na Drvar, in pogledamo tudi ta muzej. Jaz nisem nekaj zelo navdušen na muzeje, pa mi je pa zanimiv, ker dobro, te bitke z druge svetovne vojne so mi zanimive, tako da gremo to pogledati. Potem gremo pa čez en prelaz, gremo na 1000 metrov visok in se spustimo v Bosanski Petrovac. Iz Bosanskega Petrovac se nič ne ustavljamo, nadaljujemo pot do mesta Jajca, kjer si ogledamo Plivsko jezero na 2 krajih, mlinčke si pogledamo, zelo zanimiva zadeva. Potem gremo po center Jajca, kjer si pogledamo hišo, kjer je bilo drugo zasedanje AVNOJ-a 29. novembra 1943. Seveda si tudi na hitro pogledamo Jajce, pa največja znamenitost, kjer se reka Pliva skozi slap izliva v reko Vrbas. Tisti, ki poznate Jajce, veste, na vseh razgledancah je zmeraj bil ta slap, če ste razgledanco v mestu Jajce kupili. No, potem se pa iz Jajca odpravimo preko Travnika proti Sarajevu in potem na Pale. Mesto Pale so od Sarajeva oddaljene 10 km, so na poti proti Jahorini in se sam iz Sarajeva mal dvigneš gor in tudi potem, ko greš nazaj v Sarajevo, imaš ko prideš v Sarajevo ta stari del Baščaršije. Tako da te Pale so meni odlična lokacija za prespati, ker imate blizu do Jahorine, blizu do Sarajeva, cenejše kot v Sarajevu, parkirplac je privat, zagrajen, tako da so vaši avti čisto na varnem, pa ta hotel ima dosti veliko kapaciteto, ker če bi mi prenočišče, ki je v centru Sarajeva iskali, nimajo tolikšnih prenočišč. Je tam en hotel, pa je kar drag, pa ni buh ve kaj, tako da pač to je, ta hotel je super,
to boljš ga ni, tudi v tem sem jaz nazadnje bil, si lahko pogledate videe, to je res, to je hotel 4 zvezdicami. Jaz sem malkrat v takih hotelih. In potem tudi en dan gremo v Višegrad, pa Mokro goro in je tudi to spet super izhodišče, boljški iz Sarajeva, pa tako naprej, tako da Pale so odlična lokacija. No, zvečer pridem in eni bojo šli spat, eni bojo kaj pojel, kdo bo šel mogoče tudi po kakšnih lokalih, jaz verjetno ne, jaz grem rad hmal spat, pa hmal vstanem, pa da sem drug dan spočit, da uživam v tem potovanju. No, drugi dan bi se podpravili, ker drugi dan šli bi v četrtek, drugi dan je petek. In v petek se pa odpravimo v Višegrad. Višegrad je zanimiv po tem mostu na Drini, ki je zaščiten pod UNESCO. Tisti mojih let sigurno veste za knjigo Most na Drini od Ivo Andrića, ki je dobila Nobelovo nagrado za književnost. Fantastična knjiga. Tist, ki je prebral to knjigo, bo ta Višegrad tako z veseljem videl. Če pa greste z nam, pa mogoče je čas, da to knjigo preberete, preden greste. Boste videli, kako si boste želeli videti ta Višegrad. Lepo mesto, lepa pot že do mesta. Gremo najprej čez Romanijo, pa potem pridemo v kanjon reke Drine, pa en časa po tem kanjonu gremo, pa pridemo v Višegrad. Preden si bomo karkoli v Višegradu ugledali, gremo kar naprej in gremo čez mejo v Srbijo do Mokre gore. To je ena vasica, kjer pa vozi muzejski vlak, ki se pravi Šarganska osmica. Tukaj gremo, ta oskoteren vlak je 100 let star in gremo s tem muzejskim vlakom, se dvignemo tako ful, čez do enega prelaza gremo. In veste, tu se v osmici takole dviga gor, cel kup tunelov, jaz sem to bil že 10-krat, pa lejte, mi je zmeraj spet zanimivo. Tisti, ki še niste bili, vam bo pa izredno zanimivo, tako da to boste videli, to je doživetje. In to gremo v petek, zato ker ne moramo to iti v soboto in nedeljo, ker je že težko karte dobiti, ker veliko ljudi med vikendom gre. Petek bomo pa brez težav dobili. Bom tudi jaz to uredil, da imamo prej rezervirane ali celo prej kupljene. Bomo videli, kako pa kaj. No, ko pridemo iz te Šarganske osmice, imamo pa samo manj kilometer z avtom, pa etno vas Drven grad, se pravi leseno mesto, ali pa mesto z lesa. To je pa mačken gor na enem hribčku, to je pa etno vasica, v katera je v lasti Emirja Kusturica, znanega bosanskega režiserja. V tem etno vasici so bili že zelo veliko hollywoodskih znanih igralcev, ker jih pa seveda ta Emir Kusturica pozna in to je res lepa, zanimiva zadeva za videti. Mislim, da je okoli 2 do 3 evre je vstopnina in greš potem to pogledati, lahko tudi kaj spiješ, ampak vredno ogleda zagotovo. Ko si to pogledamo, pa gremo to Šargansko osmico, čez gremo nazaj v Višegrad, to ni daleč. V Višegradu si pogledamo ta znameniti most, pa si ogledamo Kamengrad. To je pa spet neko naselje, ki ga je naredil spet Emir Kusturica, je pa posvečen Ivu Andriću in tudi ta zadeva je zanimiva. Tisti, ki vas to zanima, pogooglejte, tudi imate linke v opisu tega videa, si lahko pogledate, pa boste videli. V glavnem, Višegrad je siguren zanimiv mest in potem se vrnemo nazaj na Pale, kjer spet prespimo. Tretji dan se podpravimo najprej na Jahorino
Jahorina je sicer polet kar eno veliko gradbišče, ki to zidajo preveč, če mene vprašate, ne? Ampak vseeno, če smo tukaj, je fino, da vidimo to Jahorino, tisti, ki niste bili, da si malo predstavljate. Bomo pa poizkusili, ne moram obljubiti, ampak bom probal. Gor je vod ena cesta, je to ene 10 kilometrov ali pa 8, ne bom na pamet rekel, makedama. Jaz bom tem svojim Mercedesom šel, tako da zdaj, ne vem, avta, zdaj, če ste zelo natančni, da na makedam z avtom, pa ne, to ne bo za vas, ampak glejte, se da prideti. Bi šli pa gor do radarja vojaškega, ki ga je leta 1995 bombardiral NATO. In iz te točke super razgledi, zelo lepa točka in zanimivo videti ta zbombardiran, porušen radar in celo noter so rovi, v katere bomo tudi lahko šli. So pa to pred enim 3 letem rampo dal tam, tako da ti ne moraš iti gor z avtom. Ampak, ko sem jaz nazadnje bil, sem mu tam dal 10 mark, se pravi 5 evrov, in me je spustil. In verjetno, da se bomo lahko dogovorili, bo treba dati ene 20 mark, zato ker bomo rekli, da gremo do radarja. Ne pustijo pa z avtom na kontrastran, kjer imajo jezero, umetno, potem za zasneževanje, pa to pa zato ne pustijo, zato da greš ti z gondolo, ne, sej gor tudi lepo, ne. Mi, ki bomo prišli pa kontrasmer, bojo pa nas najbrž pustili. No, in potem, ko pač si pogledamo Jahorino, ta radar, gremo proti Sarajevu, ampak to gremo preko planine Trebevič. To pomeni, da že preden pridemo v Pale, zavijemo levo in gremo po teh obronkih hribov nad Sarajevom, počas proti Sarajevu. In se ustavimo tam, kjer je bob steza bila. To je zapuščena bob steza, ampak kar se betona tiče, se pravi, je to zelo dobro ohranjeno, seveda ni pa unganež, da bi lahko zaledelel pa to. In lejte, ta bob steza je zanimiva atrakcija, tako da to vsak rad vidi. Jaz sem se tudi enkrat z biciklom pelal po te noter, fantastično. Pol tle so tudi čudovite točke, razgledne na Sarajevo, tudi gondola celo gor pela, sami jo ne bomo koristili, ker nima smisla, je kar drago, ampak mi bomo šli pol z avtom dol, tako da to nima nobene smisla, da bi mi gondolo koristili, ampak so tam zelo lepe razgledne točke. In potem se proti Sarajevu spustimo vmes, se še na eni vrhunski razgledni točki ustavimo, pa na enem partizanskem, kjer je partizanski spomenik. No, to bo pa najbrž edina stvar, ki jo jaz še nisem videl prej. Ker se nisem nikoli ustavil, ne vem zakaj ne, ampak po slikah so deč zna biti zanimivo. Potem gremo po Sarajevo in na Baščaršijo. Tle, ker nas bo malo veliko avtomobilu, bomo imeli malo problem s parkirplacem, ker to so majhni parkirplaci, ampak bomo rešili, to je moja skrb tako, da brez problema. V Sarajevu se malo sprehodimo po Baščaršiji, to je ta stari turški del, gremo na kakšno kavico, lahko tudi kaj pojest, burek, pogledat gremo Begovo džamijo, Večni ogenj, Han, potem Inat hišo, Vječnico, lahko se sprehodimo tudi do pivnice, taka lušno pivnico imajo tam, v glavnem lepo se zasprehajati, nekaj časa so tukaj. Lejte, potem pa zdaj odvisno, kako bo s časom. Zdaj, če bomo šli mi gor za radar, to bo kar nekaj časa šlo in pol ne bomo mogli vse pogledati, kar vam bom zdaj še tlele naštel, kaj bi lahko še v Sarajevo pogledali.
Ampak verjemite mi, da radar to je una stvar, ki jo je nujno videti, če bo le možno. Potem gremo pa lahko iz Sarajeva še na Belo Tepsijo, to je gor na naselje Vratnik, je en ta grad in je tudi zelo super razgled dol na Sarajevo in tudi že zanimiva vožnja gor po tistih ulicah. Potem gremo lahko na najvišjo stavbo v Sarajevu. Lahko gremo tudi na izvir reke Bosne, tako da tega je kar nekaj, ne? Tako da to bomo videli, koliko bo tega šlo. Potem se vrnemo na Pale in prespimo. 4. dan gremo na izlet v Lukomir. Cesta v Lukomir vodi je ena bližnjica, da ni treba iti čez Sarajevo. In smo potem zelo hmal na Bjelašnici, kjer si pogledamo zapuščeno skakalnico iz olimpijskih iger. Po želji si gremo lahko pogledati še en zapuščen hotel, ki je bil takrat dost elitni. Mene te zapuščene stavbe izredno zanimajo in jaz to zelo rad pogledam, ampak gledaj, ne vem pa, koliko je drugim interesantno, tako da to je tudi stvar dogovora, gremo pogledat, ne pogledat. Potem se pa peljemo skozi tam, ki je smučišče, Bjelašnica, Babin Do se imenuje, da je tudi veliko hotelov, tam se nič ne ustavljamo, gremo naprej proti Lukomirju. Proti Lukomirju imamo ene 15 km makadama, ampak je tudi dobrega makadama. Tako da tle sploh ne vidim problema ta cesta, da bi kdo, razen če kdo res natančen za avto, ki s to mater, pol je lahko problem, drugače pa ni problem. Lukomir si pa pogledajte spet v opisu videa, imate link, pogledajte si ga, to je pravlična gorska vasica, kada bi se čas ustavil, fantastično, res fantastično. In lejte, tam se bomo malo sprehodili, zdaj tam je pa potem tudi stvar dogovora. Lejte, lahko smo tam dlje časa, pa gremo dol proti kanjonu reke Koritnice, fantastična peš pot, če želi kdo hoditi. Lahko pa vse skupaj malo prej končamo v Lukomirju, pa gremo še z avtom na vrh Bjelašnice. Tudi to je makadam, ampak je zanimivo. Je pa tudi možno, da nekdo reče, jaz grem pa tukaj, si bom vzel 3 ure, pa bom malo hodil okoli, trekking, šel proti kanjonu Rakitnice, čisto dol ne boste prišli premalo časa, jaz sem enkrat prišel do ene tretjine, fantastična narava, tako da imam to še zmerno v planu, da enkrat čisto dol pridem, sem pa enkrat drona spustil dol in sem tudi vse videl, kako je zanimivo, zelo. Tako da se tudi lahko zmenimo, da ena skupina gre na Bjelašnico, ena ostane tam, tako da lejte, to je vse stvar dogovora, niti ni obvezno, da vi greste na ta izlet, kot sem rekel, ne? Ne vem, lahko se, ne vem, 2, ki sta sama z avtom, se lahko odločiva, midva pa v Lukomir ne bova šla pa na Bjelašnico, greva malo po Sarajevu ali pa ne vem kaj, pač kakor štene, čeprav ne predlagam glih to, ker Lukomir je zelo lep, no. Poglejte video, pa boste videli, ne. Tako da, to je res zanimiv izlet in seveda tako, ko vsak dan zvečer pridemo v hotel in prespimo spet. 5. dan pa zapustimo Pale in gremo proti Konjicu, kjer si ogledamo Titov bunker. To imate tudi link v opisu, to je tudi ena bolj znamenitih stvari v Bosni in Hercegovini, ki vsak to si želi videti, res fina zadeva.
In mi gremo najprej Titov bunker pogledat, potem gremo pogledat Konjic, ki je zanimiv, ali pa mogoče gremo prej pogledat etno vasica Raj v raju, ki se nahaja v dolini reki Ibdar pod Prenjom. To so gor pol fantastične gore, tu je idiličen je ta kraj, tudi ta etno vasica je taka zelo zanimiva. Vstopnina v to etno vasico je bila ponavadi 2,5 evra, čeprav to ni bila vstopnina, je bila kao konzumacija, zato si potem eno pijačo dobil. Je pa to zanimivo videti, na poti je še zanimivo zapuščen jez, ki so ga pred 60-70 letem naredili, že spustili vodo noter, pol so pa pogruntali, da ta jez ne bo vode zdržal, so pa zminirali ta jez, da je pol voda odtekla počasi in zdaj so cesto not naredili, tako da to je tudi zanimivo, ne? Ta izletek je zanimiv. Potem gremo lahko tudi malo gor ob reki Neretvi, so zanimive točke. Lahko gremo celo do Boračkega jezera, je nekih 20 minut vožnje. Ogledamo si Konjic, Konjic je lepo, majhno sicer, ampak lepo mesto, ima zelo lep most, ki se v komod, bi rekel, po lepoti primerja z mostarskim ali pa z višegrajskim, je malo drugačen, ti trije fantastični mostovi, mostarski stari most, pa ta v Višegradu, most Mehmet Paše Sokoloviča, pa ta v Konjicu, to so dokaj različni in jih je zanimivo videti, ne. No, potem gremo še nekaj pojest in prespimo v Konjicu. Zjutraj, ko se zbudimo, pozajtrkujemo in gremo proti Jablanici. V Jablanici se ustavimo, tam, kjer je most na reki Neretvi iz znamenitke bitke na Neretvi. To so zdaj vse prenovili, uredili in je lepo za videti. Zraven je tudi muzej NOB, pa te ta zadnje vojne. Vstopnina je 1,5 evra, 2 evra, če so kaj podražili, po mojem je največ 5 mark, 2,5 evra, pa po mojem niso. Zanimiv muzejček za pogledati, jaz ga zmeraj grem pogledati, tudi zaradi podporo, tam tistih 1,5 evra vred, zato ker se trudijo. Potem pa po kanjonu reke Neretve nadaljujemo pot do Mostarja. Gremo do Mostarja. Kjer si pogledamo Mostar. Lejte, še nekaj sem vas pozabil vprašati. A bi mogoče bil kdo zainteresiran za rafting na reki Neretvi? Če bi bilo kar nekaj interesa, si lahko tudi to zorganiziramo. Ta rafting ni tak zahteven, da bi rekel, da se to kar preprača, pa to, ne. To rečemo, grejo tudi 60-70 let stari ljudje, ne, in ni nekega hudega problema, ne, čeprav to ne vsak sam presod. Tako da, če bi bil interes, se tudi to lahko zorganizira, ne. Samo to, dajte tisti, ki bi bili, mi sporočite. No, se pravi, zdaj smo pa prišli v Mostar, ne. In lejte, to je zdaj 6. dan. V Mostarju bi bile pa 2 opcije. Prva opcija je, da si ogledamo Mostar in gremo potem do doma. Ta druga opcija je pa, da en dan prespimo. Oziroma jaz vam dam na izbiro vse te obe 2 opcije. Jaz bom prespal v Mostarju, če se pa komu domov mudi, pa da mu je predolg 7-dnevni izlet, pač bo šel pa
iz Mostarja pogleda Mostar in gre počasi proti domu. Do Trebnjega je iz Mostarja okoli 6 ur, ker je skozi do Vinice avtocesta, od Medžigorja do Vinice avtocesta in v dobrih 6 urah prideš, tako da dokaj fmal. Ampak zdaj tisti, ki bi pa prespali v Mostarju, ne, sprav jaz bom, ne, bi pa potem ta dan zvečer šli na hrib Hum, ker imajo Hrvatje, so postavili tak ogromen križ, pa bomo kaj šli z nobenih verskih razlogov, predvsem zato, ker je čudovit pogled na Mostar. Romantičen kraj, če mene vprašate, zelo. To imamo z avtom dobrih 10 minut in gremo to pogledati. Seveda, če pa kdo ne bi hotel, pa ne. Potem pa naslednji dan, ko pozajtrkujemo, imamo pa še veliko časa, gremo pa še pogledati izvir reke Bune v Blagaju. Izredno zanimivo, izredno zanimivo. Trdnjavo Herceg Stepan, ki nad tem izbirom, gor 100 metrov je stena, ampak greš okoli gor, tako da tudi zanimivo. Potem bi šli pa jesti v eno zelo zanimivo restauracijo ob reki Buni, ki greš ti kar lahko na otoček, čez reko na otoček, pa ti kelner prinese. Upam, da bo odprta ta restauracija. Enkrat sem bil, slučajno sem jo najdel, dober je bilo, pa še zanimivo je. No, potem gremo pa pogledati še Počitelj, ki je stara turška utrdba, zanimiva, to je kaj ena vasica v obzidju, seveda ta obzid je že malo poškodovan to, ampak fantastično se sprehodiš gor, imaš spet super pogled dol na Neretvo, pa tako lepo. Od tukaj gremo lahko še v Medžigorje, to je tudi zanimivo videti, tudi če niste veren, je zanimivo videti, in potem na avtocesto in domov. Se pravi, to bi bil potem 7-dnevni potovanje, v katerem bi videli vse, skoraj vse najbolj zanimive, najbolj lepe stvari v Bosni in Hercegovini. Dobro, čisto vse, ne, so tudi še druge lepe, ampak bi rekel te najbolj interesantne. Ogromno bi videli, tako da to bi bilo super. Kdaj bi se šlo? Šlo bi se v četrtek, 5. septembra, zgodaj zjutraj. Zdaj, če ste vi z Maribora, pač se lahko dobimo nekje na poti, če ste z Ljubljane, se dobimo v Trebnjem, pa nadaljujemo, tako da to bomo že uredili. No in se potem odpravimo proti Željavi, pa potem naprej. Glejte, zdaj pa okvirni stroški, ne. Kakor sem že rekel, to boste vsi plačevali direkt sami, ne. Glejte, približno je, za 100% vam ne morem govoriti, ampak boste videli, kako so to nizke cene, tako da cenej nimate možnost jeti, po mojem, ne. Glejte, namestitev z zajtrkom bo tukaj na Palah 30 evrov. Ta cena mislim, da drži, lahko bi bila 1 evro večja ali pa maksimalno 2, ampak ne bo. Glejte, to je nizka cena za to, kar dobite. Ko boste videli ta hotel, pa zajtrk, pa vse, boste rekli, pa to je smešno, ne. Tako da to je tukaj. V Konjicu
bo cena tudi do 30 evrov prenočišče in v Mostarju tudi verjeten do 30, več kot 33 pa sigurno ne bo šlo. Ne. Tako da, če računate nočitev okoli 30 evrov in to je nočitev z zajtrkom. Ne. Glejte, Šarganska osmica, kakor sem gledal cenik, je 11 evrov, ta karta. Ne me čisto za vse besede za vse cene držati za besede, veste, kako so stari podatki, pa tako naprej. Ta Drven grad je vstopnina 2 do 3 evre. Titov bunker je vstopnina 11 evrov. Muzej v Jablanici sem rekel od 2 do maksimalno 2 evra pa pol. Raj v raju je, bilo je 5 mark, se pravi 2 evra pa pol, ampak je bila konzumacija. Izvir Bosne, če bomo šli pogledati, je okoli 4 evre. Zdaj pa koliko stane hrana? Rečemo čevapčiči, dobite v Lepini, dobite od 4 do 6 evrov. V Sarajevu pa v Mostarju je to malo dražje. Je pa rečemo 8, lahko tudi celo 10 evrov. Pa govorimo Sarajevo, pa Mostar, ker je turizem laufa na polno in so cene večje. Za približno isto ceno dobite tudi pleskavica, bureki so poceni, potem pa rečemo mučkalica, ki je meni super, jo grem zmeraj na Palah jest. Če ste pogledali moje zadnje videe, ki sem bil, ne, tista mučkalica je 8 evrov, ampak to je za 2 dobro najesti. Jaz sem sam požaril jo in sem mislil, da me bo razneslo. Ne. Lejte, tudi v tem hotelu, ki bomo, imajo odlično hrano, res odlično hrano, je pa majčkeno dražja, ampak to govorimo 20%, ne. Ker zdaj tudi tam, nekaj vam govorim, ne te čevapčiči pa te, to je beluna varianta hitre hrane, ki imajo sam čevapčiče, ki je neki kiosk, ali pa tle, ki je ta mučkalica, tle imajo tudi vse ostalo, ampak to je tako, veste, to je bolj preprosto, ne, to je bolj ta fast food varianta, ne. Tako da tle v hotelu se boste dobro najeli, od 10 do 15 evrov se boste dobro najeli, pa dobra hrana je, ne. Lejte, pol kar vas bo bencin koštal, to si sami lahko zračunate, po mojem bomo naredili okoli maksimalno 2000 km, do Sarajeva jih je 550. Tle nekje približno pol Višegrad, mislim 2000 jih verjetno ne bomo, no, ampak če računamo, ne, to je. Če imate avto, ki že 6 litrov, ne, je tu 120 litrov po evro pa pol, pa rečemo še malo več kot evro pa pol, da je cena, je to 200 evrov na avto, če ste 4, je 50 evrov za bencin. Cestnina bo pa samo za nazaj na hrvaški avtocesti, ki je pa od Medžigorja pa do Vinice med dobrih 25 evrov na avto, če imate ta normalen avto, da ni kakšen kombi ali kaj takega, ne. Zdaj, da vam še par stvari povem. Lejte, da se bomo imeli dober, ne, je to zelo odvisno od ljudi, ki bojo šli. Lejte, jaz sem parkrat potoval z nekim skupinam, z agencijam, ne, in iz lastnih izkušenj vem, da med 20 ljudi lahko en človek 19 ljudi v slabo voljo spravlja, najbolj pa tistega, ki je ta glaven, se pravi v tem primeru
jaz, ne, čeprav sem rekel, ni to nič organizirano in, lejte, jaz imam tudi pravico reči nekomu, če bo tečen, lej, tebe ne želim več videti, ker mi žreš živce. Lejte, jaz to delam popolnoma brezplačno, delam zato, ker ste moji sledilci, ne da delam brezplačno, mene bo to tudi koštalo, jaz bi mogel tako plačati vse, ne? Tako da, ne, in če jaz to delam brezplačno, lej, da me bo zdaj pa še kdo buzeriral, lejte, to se ne bom pustil, to vam že naprej povem, da če mi ne bo kdo všeč, bom rekel, lej, pejt in je stvar rešena. Kamor češ? Pa ne, samo če bo meni všeč, tudi če bo neki druge buzeriral, pa tako naprej. Ker veste, imate take ljudi, lejte, z izkušenj vem. Enkrat sem šel z eno sopotnico s seboj vzel po Balkanu, a lejte, to je bil sam jambar. Enkrat je bilo prevroče, enkrat je bilo premrzlo, a bova kmalu prišla. To je bilo skozi, ni bilo 10 minut, da ne bi nekaj jambrala. Lejte, to je za znort meni. Lejte, tisti, ki ste po naravi jambrači, vas lepo prosim, ne se prijaviti na tole. Pa ne samo zaradi mene, ampak tudi zaradi drugih, ne. Sej, jaz mislim, ne, da meni bi ta zadnji živce jel. In bo bolj kdo, ki bo komu živce žrl, in boste bolj drugem, ne. Tako da tudi tisti, ki se boste zmenili, da boste šli z enim avtom, pa če ste to nepoznani osebe, vam svetujem, dejte se dobiti na eni kavici malo daljši, pa se majčkeno spoznajte, pa se odprto pogovorite, da ne bo mu kdo pokvarjen izgled zaradi tega, ker bomo zraven tečnega sopotnika, pa bo rekel, zdaj zaradi teh 100 evrov, da sem jih prišparal pri bencinu, sem si, namesto da bi mu fino se, bom zdaj živčen, pa sem slabe volje zjutraj, ki ga vidim. Lejte, jaz samo povem, da je tu možno, da pride do tega. Jaz močno upam, da ne bo prišlo, ampak raj prej povem. Ker lejte, sem že nekaj okoli potoval in vem, kaj lahko rata, ne. Pa imaš pol kašenga, ki ga moraš posod čakati. Lejte, tu tudi ne bomo. Lej, zastopam enkrat zamudiš, pa to, ne. Lejte, tamle sem bil enkrat z eno agencijo, sem šel v Benetke. In je vodič tako lepo prijazno prosil, lepo vas prosim, dajte res točno ob, ne vem, 14:30 se tukaj dobimo, je rekel, lejte, ker ne smemo pol, da naprej nekaj ne zamudimo, pa to. Lejte, jaz vas res prosim, da boste res vsi ob 14:30 tole. Jaz, ki imam spoštovanje do ljudi, ne, sem prišel več kot 10 minut prej. Pa sem rekel, bom jaz počakal, raj vidim, da jaz čakam 10 minut, kada cela skupina me ne čaka minuto. In seveda 2 nista prišla, jih ni bilo, čakamo. Kliče v njih po telefonu, se ne oglasijo, mi čakamo tam. Pa vsi, cela skupina smo čakali. In pol jih vidiš tam, 15 minut so zamudili, ampak ne tam. V daljavi jih vidiš, čist počas se vlečejo ko megla. In pol pridejo, kada je čist vse okej. Lejte, ni, ker to je nespoštovanje do cele skupine. In lejte, to ne bom jaz toleriral. Tudi če kjerga kje pustimo. Ne? Lejte, jaz tudi, če bi zamudil to, ne? Ampak ne bi 15 minut zamudil. Če bi zamudil, jaz bi prvič pretekel ke. In bi
vsem rekel, bi rekel, iskreno se vam opravičujem, ker sem zamudil, ker me je cela skupina čakala zaradi moje šlamparije, pa pač bi povedal, kaj je bilo. On je pa prišel. Ne? Čist počas, bolil ga je Mislim, takih ljudi jaz ne želim, da so na potovanju. Ker jih niti jaz ne želim imeti ob sebi in tudi vi, ki vas tole, ki gledate, ki vas je najbrž vsaj 95% normalnih, si ne želite imeti takega človeka ob sebi. Tako da to moram jasno povedati, ne? Tole sem jaz že objavil, da bo ta izlet, ki boste lahko z mano šli. In dva sta me tudi vprašala, če bom jaz kaj snemal. In je to tudi zelo pomembna informacija, da je povem. Jaz seveda bom snemal in bom te videe na YouTube dajal. Ampak glejte, jaz imam spoštovanje do tistih, ki ne želijo biti na mojih videih, ne. In jih seveda ne bom gor dal, ne. Dober, en mi je celo napisal, da bo šel na ta izlet, če bom snemal, pa če bo lahko tudi on gor na video. Glejte, jaz zelo veseljem dam kogarkoli na video, tudi da kaj pove. Ko sem bil na Filipinih, so to bili čudoviti videi, ki je tudi še kdo kaj vmes povedal, pa tako, ne. Tako da rade vole, tako da tisti, ki bi hotel biti na mojem videu, sam naj pride do mene, pa reče ti, jaz bi bil pa rad kaj na videu, zelo rad dam, ki pa nočete, pa popolnoma spoštujem in nikakor, da bi karkoli silu ali da bi bil jaz kaj užaljen, niti približno. Ne. Tako toliko, da to veste, ne. Glejte, jaz spoštujem ljudi, tisti, ki pač noče biti na videu, spoštujem, ker verjamem, da tudi mogoče kdo ne bi zato hotel jeti, da se ne bo na videu pojavil. Ne, glejte, nimam jaz nobeno potrebo, nobenega gor da jeti, če noče, tako da noben problem, zelo z veseljem, pa tizga, ki hoče, ne. No, zdaj vsi tisti, ki ste zainteresirani, pišite mi na mail tomazgorec@gmail.com. Jaz bom vam še par informacij poslal. In pred odhodom bi se enkrat videli. Lahko se tudi v 2 skupinah vidimo, ker dvomim, lejte, je interes za tole kar velik. Nekako informativno, še preden sem ta video ven dal, se mi je prijavilo že več kot 25 ljudi, ampak vem, da je to informativna prijava, da je to verjetno zdaj resnih, ne vem, 10, 15, ne. Ampak se bojo tudi še najdel, ne, tako da jaz gruntam, da se nas bo nabrala neka skupinca od 20 do 30 ljudi. Več kot 30 pa skoraj ne bi hotel, je pa že majčkeno preveč, no. In sestanek moramo imeti, ne. In bi ga imeli tukaj pri meni v Trebnjem, ker imam plac. Lejte, pač se boste mogli pripeljati. Lejte, možno bi bilo to, da se kje v Ljubljani dobimo, pa kje zdaj dobiti neki lokal, da bomo mi tam imeli svojo sobo, da se normalno pogovarjamo, pa še tako naprej, ne. Lejte, od Ljubljane do Trebnjega je
v večernih urah, ko ni prometa, pridete prej kot v pol ure, lejte pa, ne bo vam treba še pijače plačevati, ker bom jaz tle pijačo nabavil, pa bom jaz iz pijačo počastil, tudi kavico skuhal, pa tako naprej, tako da pa imeli boste parkirplac je tle dost, ne boste imeli nobenih problemov, da bi mogli kakšen parking iskati, parking plačevati, tako da je najbolj, da se v Trebnjem zmenimo. In vem, da jaz vseh 25 ali kakor vas bo, isti dan ne boste imeli cajta, tako da bi pa v 2 terminih naredili, ker lejte, vse je fino, da vi mene spoznate, jaz vas spoznam, pa da se vse skupaj še malo pogovorimo, zagotovo bojo še kakšna vprašanja in kakor sem rekel, ne, če bo kdo videl se, da ni za to, bom raj videl, da reče ne, ker pa da je potem tam neka slaba vola, pa neko tečkanje skozi, pa tako naprej, ne. Je pa se pravim, ne, če vas zanima, kaj boste videli, vse, poglejte linke v opisu, to so linki do videov, pa si poglejte, boste videli, kakšne lepe stvari in zanimive bomo videli, ne. In zdaj, če ste si izračunali, koliko vas bo to stalo, ste verjetno prišli do zaključka, da zelo malo, ne. Tako da izkoristite to, jaz to ne bom več kaj delal, ker, lejte, verjemite, da mi ni enostavno vzeti si 7 dni časa, pa te stvari, ki bomo mi šli pogledat, sem jaz vse že 20krat videl, tako da jaz ne bom nič novega videl. Jaz vem to zaradi vas, pa ne da vam zdaj nekaj trkam na vez, da se bom jaz zaradi vas riskiral. Jaz sem se to odločil, da naredim, zato ker ste moji sledilci, pa sem rekel, moram nekaj narediti, ampak to bom zdaj enkrat naredil. Lejte, mogoče bom čez 1 let, čez 2 let še enkrat, ne. Ne bom pa to kar takoj še enkrat naredil, ne. Tako da izkoristite to, take priložnosti po taki nizki ceni. Mislim, da je dolg cajta ne bo več, pa lejte, upam se trditi, da bom odličen v narekovajih vodič, ker zadeve res dobro poznam, več kot 70krat sem bil v Bosni, tako da to je to. Zdaj, če ima kdo kakšno vprašanje tako splošno, ker sem jaz mogoče tukaj pozabil povedati, siguren sem kaj pozabil povedati, ali pa tudi, ne vem, je neko tako vprašanje, ki niti nisem mogel pomisliti. Lejte, če ste tukaj dobri, najboljše, da ga kar v komentarju tega videa zastavite. Pa da potem tudi še drugi video, da meni ni treba vsakmu posebej po mailu odgovarjati in tako naprej, ne. To je to. Hvala. Pa upajmo, da gremo skupaj na tale izletek.